Pozdravljeni. Velika nagrada Francije ima zelo veliko tradicijo, njene izvedbe segajo še daleč pred drugo svetovno vojno, a tudi v tej moderni Formuli 1 je imela veliko izvedb in je ena izmed tistih klasičnih postaj v Formuli 1. V letošnji izvedbi se bojo mnogi spomnili tiste izpred 40 let, 1979, ko sta si René Arnoux pa Gilles Villeneuve dajala srdit boj na pošten način v zadnjih krogih izvedbe te velike nagrade. Šlo je za progo v Dijonu, šlo je za drugo mesto, bilo je eno izmed tistih klasičnih obdobij Formule 1, eden izmed zadnjih pravih romantičnih bojev. A, kot sem povedal, drugi časi, drugi bolidi in predvsem drugi ljudje, tako da jih ne moramo primerjati z današnjim časom. V Paul Richardu in dogodki, ki so se zgodili na tej progi, bi se pa raje spomnil druge epizode. Namreč, leta 1986 je tu v tragični nesreči med testiranjem umrl eden izmed najbolj priljubljenih voznikov tiste dobe, Elio De Angelis. Svojim Brabhamom BT55 je zletel s proge, se preobrnil in ker ni bilo zadosti varnostnih delavcev ob progi, je za posledicami nesreče kasneje umrl. Stvar bi se dalo izogniti. A kar je bolj zanimivo, se je zgodilo 3 leta kasneje. Na dirki 1989, 30 let od tega, je prvič na dirki za svetovno prvenstvo Formule 1 nastopil zelo talentiran mladenič. Na svoji prvi dirki s Tyrrellom je zasedel 4. mesto in ta mladenič je bil Jean Alesi. Kar povezuje obe ti zgodbi je to, da je Jean Alesi imel čelado v barvah Elia De Angelisa. Lahko bi rekli, da tam, kjer se je tragično zaključila ena zgodba, se je začela druga. A pojdimo na današnji čas, na današnjo dirko, na veliko nagrado Francije 2019. Proga Paul Richard je značilna, namreč sam menim, da ima vse prvine, ki jih mora imeti proga, ima hitre dele, počasne dele in prav tu se pokaže tisto, kar se najbolj zahteva od bolida. Namreč bolid, ki bo prevladal, tu menim, da je najboljša kombinacija vseh prvin, ki jih lahko pričakujemo na raznih progah Formule 1. In če pogledamo te vrednosti, katere Pirelli predpisuje za določene prvine, pri vsakem elementu vidimo, da so številke tu nekje nad polovico oziroma v zgornji polovici tistega razpredelnice, tega razpona. Pneumatike, ki so jih izbrali, so tudi tista srednja varianta, to se pravi C2, C3 pa C4. Videli smo, da so ekipe izbrale več ali manj tisto sigurno opcijo, to se pravi, delalo se bo na najmehkejši varianti z opcijo tiste srednje, tršo bojo v večini primerov pustili pri miru. Ukolikor bo kdo izbral tršo varianto, bo to zaradi previsokih temperatur, a dvomim, da bojo v večini posegali po njih. Kar je najbolj zanimivo in kar mnogi moramo poudariti tu, je, da se je proga spremenila. Namreč, vhod v bokse se je premaknil iz tistega z ciljno štartne ravnine na del proge po ovinku številka 14. Če pogledamo malo skico, vidimo, da bo lahko ta pot celo krajša, da bojo porabili manj časa kot tisti vozniki, ki grejo potem okrog po progi, zato bo tisto strateško okno, tista uporaba postanka lahko bolj enostavna za tiste, ki se ustavijo v boksih. Ampak to moramo še videti, kajti je noviteta in lanski časi niso primerljivi z letošnjimi, govorimo o postankih. O teh tehničnih spremembah velja poudariti, da bo Honda pripeljala novo evolucijo pogonskega sklopa. Ta bo že 3. letos in nekako, če malce zaokrožimo, lahko rečemo, da Honda pripelje novo evolucijo pogonskega sklopa vsake 4 dirke. Za Scuderijo Toro Rosso, kolikor bojo omenjali, to pomeni prva kazenska mesta, a ne smemo gledati na to negativno. To je pozitivni vidik, kajti delajo na razvoju. Če jih primerjamo z Mercedesom, vidimo, da v obdobju, ko Mercedes pripravi eno različico pogonskega sklopa, Honda pripravi 2. Delajo enkrat hitreje na razvoju, da bi prej ujeli svoje konkurente. O teh obrobnih zgodbah pa bi rad omenil govorice, da bi se ti tobačni sponzorji kot Philip Morris ali British American Tobacco dokončno umaknili s Formula 1.
Zgleda, da pač te govorice, kako v Avstraliji na začetku sezone niso vedeli pravzaprav, zakaj gre in da preveč komplicirajo, le so bile malo izmišljene in da le ta njihov prikrit način oglaševanja je v nasprotju z zakonodajo, kot smo trdili. No, za uvodne misli o veliki nagradi Francije bo to vse. Vidimo se z zadnjimi novicami pred kvalifikacijami. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.